tudi verjememo. Torej, dajmo se danes predlagati, da se ustavimo pri tej sveti vaši, o tem, kar pojejo pesmi o Mariji, od latinskih, tota Vulgrais Marija, torej vsa si lepa Marija, ali naša, ena najstarejših, najbrž celo najstarejša Marina, tudi slovenska ljudska pesem, ki se začne s preprosto. Lepa si lepa Roža Marija. Če bi peli drugo kitico vstopne pesmi, bi peli v njej vse devic lepota. Kolikokrat se ponovi pri Mariji, da je Marija lepa. Zakaj je Marija lepa? Nisem strokovnjak za žensko lepoto, ampak bi tukaj se res, zakaj je Marija lepa, se vprašam. Bomo spustili tisto skolastično definicijo drugo mesto iz oblase, domače povedno, lepo je to, kar je za lepo videti, ampak bi se tukaj osnoval na besedah ruskega misleca, ki se je spreobrnil v katolištvo, Vladimirja Solovjova, ki je rekel, da je lepo to, v čemer vidimo višjo resničnost. V čemer vidimo višjo resničnost je lepo. Vam dam lep primer. Po kemični strukturi sta oglje in diamant enaka. Po kemični strukturi. Ampak nobeden ne bo rekel, da je oglje lepo. Za diamant pa bo vsak rekel, da je lepo. Zakaj? Ker ko gledam oglje, vidim oglje in samo oglje. Ko gledam diamant, pa skozi diamant prosevam same nebeške lepote. Pri oglju se moj pogled ustavi pri oglju. Pri diamantu gre moj pogled naprej. In zato pravimo, da je Marija lepa, ker skozi njo sije vsa nebeška lepota. Marija nam približa nebeško lepoto. Marija ne kaže nase, ampak kaže naprej. Zato so vsi duhovni pisatelji, ki so pisali o Mariji, poudarjali o Mariji k Jezusu. Marija noče, da se ostavimo pri njej, ona je za nas vzor tega, kakšen ne bo Kristusov učenec. S tem daje tudi nam lepo duhovno skupino, da tudi mi odsevamo nekaj višjega od nas. Vsak res duhoven človek ljudi ne navezuje nas. Ne more in ne sme biti on središče, center. Vsak duhoven človek bo vodil naprej k Bogu. Svojim življenjem, svojim zgledom, pa tudi svojim besedom. Gorje faj, kjer bo središče duhovnih žut. Gorje družini, kjer bo središče mati ali oče. Gorje državi, in tak primer je naša država, kjer je politično središče, ali pa njegova ženica. Oziroma rečeno. Torej, se ustavi pri sebi, ne vodi naprej. Tem je res lahko Marija lepa, ker se naš pogled ne ustavi pri sebi, ampak peti naprej k Bogu, k nebeškim stvarem. Zanimivo je, da ko so raznovici povedovali, kakšna je bila Marija, tudi Bernardo v duhu, so govorili, kako je lepa. In ko so po njihovih opisih naredili kip, je rekla Bernardo, ja, se kip je lepa, ampak Božja mati je bila neskončno lepša. Gotovo je to absolutno drži. Božja mati je
in neskončno lepša, je zvišana visoko, še na dan vele, ko je druga pesem, ampak gledajte, kljub temu, da je zvišana visoko, da je še nad angeli, je blizu Boga, je ostala zvesta tistemu, kar ji je Jezus naročil s križa, glej, tvoja mati, in ostaja mati učenca, ki je stal pod križem, ostaja pa tudi mati vse, ki smo učenci Jezusa Kristusa skozi čas. Je mati. Ostaja mati. In tukaj, in s to mislijo nekaj sklenem, se spomnim, ob novi maši so veliko stvari povedali. Mnoge sem nažalost poznal, nekaj nekoliko, ampak ker je bilo preprosto preveč. Dobro se pa spominjam, da je takratni župnik v Piranu gospodinko Črnogoj poklopil lepo sliko Peta, torej usmiljenje Marije, ki drži naročil mrtvega Jezusa. In je rekel približno tako. Gospod Novomaši, glavim ti to sliko, ker bi ti rad povedal, da te pod vsakim križem čaka mati. Naj je križ še tako težav, naj je trpljenje še tako hudo, se zavedaj, da te pod križem čaka mati, da te spremlja. In danes, ko smo na tem kraju, se pojdimo z tega kraja prav s to zavestjo. Naj je izkušnja še tako velika, naj je križ še tako težak, nas pod vsakim križem